Zdaj, kako to pretvorimo v digitalni model reliefa oziroma DMR, tegale se lahko znebimo. Imamo pač zdaj en fajl, v katerem so recimo vse plastance, ki ste jih narisali v vaši skupini, pač po prejšnjem postopku. Mogoče je to malo bolj enostaven, no, način, kakor smo pri vajah, ke sem vam rekel, da najprej spremenite v rastre, ampak je to bolj natančno, zato ker včasih pol med mejami območij pri rastrih ratejo kakšne luknjice. V tem primeru seveda do tega ne pride. To se pravi, kako to naredimo, spet odpremo tale toolbox, 3D Analyst Tools, Raster Interpolation, Topo to raster. Odpremo to, zberemo samo tega, tukaj morate morate pač zbrati, tukaj je že v tem primeru elevation, vašem višine, če se vam ne pokaže takoj. Tukajle si izberete, na kateri direktorij boste zbrali, in pa neki ime najbrž. Output CSI smo rekli, bomo imeli 5. Dajmo, da je tukaj kot slabši, vse ostalo nič ne rabite, date OK. In on naredi slikico. Malo počakamo. Evo, je naredil. Tegale lahko ugasnemo. Tegale spremenimo v, tukaj pod simboli, če damo tale stretch, zato da vidimo, če so kakšne napake. Čim bi se tukaj kakšna črta taka pojavila, pomeni, da smo nekaj pač narobe vpisali kakšno višino. To je zdaj vaš ta DMR. Iz tega lahko naredite pač tiste stvari, ki jih bomo tudi rabili za prezentacijo. To pa tako, da odprete tale 3D Analyst, še posebno tole toolbar, date zraven in tiste 3 stvari, ki jih boste rabili. Tukajle noter morate gledati, da imate zbran ta isti raster, je seveda tudi tukaj, tistega, katerega računa. 3 stvari, ki jih bomo rabili, Surface Analysis je slope, to se pravi naklon. OK, na primer boste videli takoj, to je naklon terena. Zdaj, kako se ga to uredi, da se drugače pobarva, to bomo takrat, ko bomo delali predstavitev. Druga stvar je aspect, to je v bistvu osončenje. Spet isto, morate gledati, da je ta input surface, da je ta prav, vidite tiste, ki so rdeče. Ki so rdeče, so proti severu, tiste, ki so cijan, so proti jugu in tako naprej. In tretja zadeva, ki jo boste rabili, je en tak hillshade, se reče, ki je pa malo bolj simuliran kot neko površje. To se da tudi kombinirati potem z drugimi, da so še lepše, ampak na ta način. Evo, in to v bistvu se uporablja pol za podlage raznih drugih kart.